Pozdravljeni, sem Milivoj Stankovič, urednik, soavtor zadev geografskih tudi za družbo, družboslovje na Mladinski knjigi. Z mano je na primorskem koncu kolegica Neja Baloh, tudi soavtorica in avtorica določenih zadev, o katerih vam bo danes kaj več sama povedala. In tretja prisotna je Simona, naša sodelavka, ki vam bo lahko kasneje kaj več povedala o tehničnih zadevah, o registracijah, o popustih, o cenah in tako naprej, če bo koga kaj zanimalo. In vsi lepo pozdravljeni v imenu Mladinske knjige, naš logo lepo tlele vidite. In če dovolite, bom kar začel, probal bom biti kratek, ker bo malo daljša Neja in na koncu ponavadi take so izkušnje se stvar razvije v kakšno kreativno debato in rabimo mogoče tudi za tisto čas. Skratka, zbrali smo se za to, da kakšno stvar povemo o teh dveh zadevicah, jaz jih kažem kar v živo, če pa bomo kasneje vse videli preko PowerPointa, dva nova SDZ-ja ali, če hočete, učni gradivi, ki nadomeščata prejšnji učni gradivi. Vidite, da smo jih želeli nekako povezati med sabo, s tem, da novo učno gradivo tele gor nosi pač oznako druga izdaja. Tudi tlele pri sedmici se vidi razlika druga izdaja v primerjavi s prejšnjo. Kaj pomeni druga izdaja oziroma prejšnja izdaja? Pomeni, da so bili tile SDZ in učbeniki stari 10-12 let od časa snovanja do danes in da smo v tem času marsikaj slišali, dozoreli, napisali in vse to se zdaj zrcali tudi v našem razmišljanju, v naših izkušnjah in vse to nas je pripeljalo do tega, da pač postavimo na noge nove izdaje geografije za osnovno šolo. Kaj se je zgodilo v tem času, v teh 10-12 letih? Vsi trije, vključno z Bojanom, kolegom Bojanom, ki je soavtor, Lenartom, smo napisali še več učbenikov, se s tem kaj novega naučili, potem nadaljevali tudi z pisanjem učbenikov za srednje šole, za gimnazije, za strokovne šole in tam pridobili znanja, predvsem pa smo dobili izkušnje in znanja iz sodelovanja z vsemi, skoraj s celotnim oddelkom našim geografskim oddelkom na Filozofski fakulteti, saj so tamkajšnji kolegi sodelovali z nami bodisi kot recenzenti ali pa bodisi kot avtorji in soavtorji, recimo doktor P, doktor Natek, doktor Ogrin, vsi so tudi soavtorji, doktor Zupančič, doktor Kušar, vsi so soavtorji. Recenzenti so pa bili recimo pri drugih učbenikih, ki nimajo tako izrazito izpostavljene teme. Tako da je recimo doktor P večkrat pogledal naše zapise o rastlinstvu in prsteh, doktor Natek itak že 20 let bdi nad nami, doktor Ogrin je pogledal zadeve okoli podnebja, doktor Zupančič okoli družbene geografije, migracij, doktor Stepišnik je bil recenzent za geološko, geomorfološke zadeve, doktor Katja Vintar Mali za Afriko in tako naprej, da skrajšam zgodbo. Skratka, mnogi ti naši DR-ji so končno postali tudi sodelavci za osnovne in tudi srednje šole, spoznali učni načrt in spoznali vse uzance, ki nas soavtorje ali pa pisatelje, kot en otrok rekel, čakajo. In na ta način so videli, o čem govorimo, o čem bi bilo dobro govoriti, seveda v okviru učnega načrta, in pa izpostavili, ali pa kaj bi morali mi izpostaviti v naših novih učbenikih. Stroka je šla naprej. Trenutek, ker me soavtor kliče. Stroka je šla naprej, vse stroke so šle naprej, meteorologija, geologija, geografija tudi in seveda vse to smo želeli v teh novih učbenikih zdaj
SDZ-jih izpostaviti. Pri vsej zadevi nam je pa še dodatno pomagal dr. Natek, ki je vse te naše stare SDZ-je temeljito pregledal, res temeljito pregledal. In zdaj tudi z očmi soavtorja, pred pol leta smo končali geografijo Slovenije za gimnazije, tudi svetoval, kako bi kaj pisali lažje, bolj preprosto, tudi on je zagovornik modrosti, manj je več. Tako da smo recimo, če iz rokava potegnem nekatere zadeve, na katere smo želeli biti pozorni, zato ker so že v naših starih učbenikih mogoče preživele, je to, da recimo ne gledamo več na našo obalo kot na rijaško obalo, nismo čisto prepričani, ali je res rijaška. O litosferskih ploščah govorimo rahlo z rezervo, številka ni čisto jasna, tudi stiki njihovi niso čisto definirani. Veste, da bi radi počasi opustili pojem uvala. V geografijo osnovne šole bomo počasi iz srednje šole uvedli pojem podgorsko podnebje, ki smo ga uvedli v geografijo Slovenije za gimnazije, kajti dr. Ogrin je povedal, da se je toliko zadev v teh 20 letih, recimo, odkar o teh stvareh govorimo, spremenilo, da smo morali novo kategorijo, torej podgorsko podnebje uvesti. Vse bolj govorimo o višini padavin, sploh kadar imamo podatke v milimetrih, sicer tudi o količini. Ne smemo preskočiti napačnega pojma, recimo zimzeleno rastlinstvo, kadar mislimo na vedno zeleno. Zimzeleno po dr. Repetu so zgolj rastlince, ki rastejo tudi po zimi in so zelene, pa recimo zvončki in tako naprej, in to zasluži ime zimzeleno. Tudi vse bolj si dovoljujemo pisati o savani in stepi kot tipu pokrajine in hkrati kot rastlinstvu. Več ali manj želimo vztrajati na pojmu pokrajina, pokrajina, različno velike pokrajine, kajti v 9. razredu pridemo do slovenskih pokrajin, pa že v 5. razredu smo jih omenili. Skratka, stroka je šla naprej, mi želimo vse te stvari poenotiti, bolj preprosto ali pa bolj enovito zapisati. Dr. Natek je tudi rekel, da ni ravno prav potrebno, da pišemo in hkrati gorovje, Sopomenka, gorstvo in zraven visoko gorje, pa nižji gorski, pa višji gorski svet, pa skratka geografija zna toliko pojmov nametati, da so otroci verjetno res lahko upravičeno kdaj pa kdaj zmedeni. No in k vsemu temu je treba dodati še nove didaktične poglede, tudi Zavod za šolstvo jih forsira. In na tem smo pravzaprav močno bazirali te naše nove geografije, samoevalvacija, napoved znanja, preverjanje znanja, koraki analizi, recimo fotografije, korakih analizi zemljevida, prosili ste nas, naj vam na nek način pomagamo ali pa svetujemo, kaj se da zemljevidom narediti, katerikoli, kajti zemljevid govori veliko zgodb, ne samo recimo podnebja, lahko sklepaš še o marsičem drugem. In pa kot popolna novost smo v SDZ-je dodali nekatere interaktivne zemljevide iz atlasa sveta, iz tegale atlasa, zato ker prvič jih rabite tudi pri pouku in kot drugič je korona pač pokazala, da če se kaj takega zgodi, atlasi ostanejo v šolah, učenci so pa potem doma brez njih in učitelj ali fotokopira ali fotografira te zadeve. Skratka, fajn je, da imamo nekaj nabora iz atlasa sveta, vendar pa brez atlasa sveta seveda ne gre, ker je pa le preveč obsežna in celovita zadeva. No, ampak da ne bom jaz predolg, bom predal besedo Eneji. Eneja je pripravila PowerPoint in marsikaj na temo didaktike in vseh sprememb, o katerih sem jaz govoril, konkretno izvedla in vse to vam bo prikazala
tako da boste razumeli, zakaj imamo in kje imamo celo dodane priprave, zakaj imamo ponekod zemljevide, zakaj imamo samo evalvacijo, kaj pomeni, če otroku napovemo neka znanja in jih potem na koncu v taki ali drugačni obliki tudi za oceno preverjamo ali pa samo opisno. Tako da Eneja, izvoli, dobrodošla in vabljeni v njeno izvajanje. Najlepša hvala za besedo in lep pozdrav vsem prisotnim. Torej, govorimo o novostih, o svežini v geografiji 6 in geografiji 7. Imeli ste tudi priložnost, morda nekateri, prelistati gradivo, ki je bilo strani Mladinske knjige dano tudi nekaj časa na voljo brezplačno. Tako da namen tega webinarja je predvsem predstaviti, katere so te didaktične in pa tudi vsebinske spremembe v samostojnem delovnem zvezku, seveda v prvi vrsti namenjene učencem, in pa katere spremembe in izboljšave smo pripravili za učitelje. Torej, če pogledamo, kaj je namenjeno učencem, torej v prvi vrsti je tukaj aktualizacija, torej to, kar vam je Milivoj na začetku razlagal, torej vse te pojme smo posodobili, jih, bom rekla, zreducirali, se osredotočili na tiste termine geografske, ki so nekako sprejeti, ki so za osnovnošolce zadostni in ni potrebno, da se srečujejo z drugimi različicami. Posodobili smo kazalo. Potem smo vnesli nekaj čisto novega v naše samostojne delovne zvezke, to je nahrbtnik znanja, ki vam ga bom nekoliko kasneje tudi predstavila. Vnesli smo elemente formativnega spremljanja, te smo imeli že predhodno zajete v naših gradivih, vendar smo jih tokrat še nekoliko nadgradili, posodobili. Dodali smo korake torej za različne geografske, za razvijanje različnih geografskih veščin. Dodali smo SOS strani na platnice delovnega zvezka, predvsem pa smo po tej vertikalni izkušnji, ne samo osnovnošolski, ampak tudi srednješolski, zastavili vertikalen razvoj kartografske pismenosti in pa digitalne pismenosti. To pomeni, da smo načrtno predvideli, katere kartografske in digitalne veščine učenci usvojijo v 6. razredu, katere bodo usvojili, nadgradili v 7., 8. in nazadnje tudi v 9., tako da si sledijo glede na njihovo razvojno stopnjo in sposobnosti v posameznem razredu. Za učitelje smo seveda s spremembo delovnega zvezka posodobili tudi učne priprave, ki so zasnovane v skladu z formativnim spremljanjem. Dodali smo tudi novost v digitalno različico, to pomeni, da so priprave s tako ikono, kot jo tukaj prikazujem, vidne že v samem digitalnem gradivu, sicer v PDF obliki, pa vendar, da se lahko učitelj orientira, katero poglavje v samostojnem delovnem zvezku sovpada z neko posamezno učno pripravo. So pa učne priprave in pa primeri ocenjevanja, učni listi, priprave tudi za neke specifične geografske dneve dejavnosti, seveda dostopni na portalu Učim.te v Word obliki, to pomeni, da si jih vsak učitelj lahko seveda tudi predela. Poleg tega smo tudi dodali videovodnike za učence, kjer gre za neke predloge za izvedbo aktivnosti. Torej te videovodnike lahko uporabljajo učenci pri samem pouku, lahko doma kot neko predpripravo na pouk, oziroma lahko služijo tudi učitelju kot neko idejno zasnovo izvedbe v razredu.
Potem smo dodali, to je ena zelo pomembna dodana vrednost, interaktivne digitalne zemljevide, s katerimi predvsem sledimo uresničevanju načela nazornosti, kar pomeni, da učitelj prikazuje identično sliko na neki interaktivni tabli ali pa zaslonu, kot jo vidi otrok pred seboj v atlasu sveta. Tako da lahko na tak način res učenci hitro, aktivno razvijajo kartografsko pismenost, za katero verjetno tudi sami lahko tukaj potrdite, da je v zadnjem obdobju zelo pomembno razvijati, ker je vedno manj prisotna oziroma imajo otroci vedno težje berejo različne zemljevide. Če grem najprej k aktualizaciji, torej kaj smo spremenili v kazalu 6. in 7. razreda. Torej v 6. razredu smo precej prevetrili poglavje Moj domači planet Zemlja, preimenovali določene vsebine, posodobili, jih strokovno nekoliko bolj strukturirali, dali v neke drugačne skupke. Poleg tega smo dodali v ta sklop poglavje Življenje na Zemlji. Prvotno je bilo to poglavje na koncu obravnave. In pa dodali smo povsem nekaj novega in drugačnega poglavja Uporabimo znanje. Odstranili pa smo v 6. razredu poglavje, ki je podrobno obravnavalo zemljevide in orientacijo, ker so to vsebine, s katerimi se zelo podrobno učenci srečajo v 4. in 5. razredu. Tako da je 6. razred nadgradnja tega znanja, torej da to teoretično znanje, ki ga največkrat pridobijo v 4. in 5. razredu, pri pouku geografije uporabijo, tako da smo v to poglavje umestili predvsem načrtovanje ekskurzije in pa terenske metode dela. V 7. razredu je največja sprememba poglavje o Evropi in poglavje o Aziji. Torej, prvotno smo imeli poglavje Evrazija kot uvod v 7. razred, kjer smo kombinirali obe celini, tako kot je sicer navedeno v učnem načrtu, ki predvideva obravnavo Evrazije, ampak v praksi je to zelo težko, ker gre za res zelo obsežno območje. Zato smo se odločili, da naredimo posebej uvod v Evropo, posebej uvod v Azijo. Na koncu samostojnega delovnega zvezka pa smo dodali poglavje, s katerimi bo znanje o Evropi in Aziji strnjeno v poglavje Evrazije, kjer bodo nastali zbirniki tako naravnih kot družbenih značilnosti za obe celini. Tako da se lahko tudi učitelj odloči, da vkolikor želi v uvodnem delu pouka v 7. razredu obravnavati Evrazijo celostno, pač začne na koncu samostojnega delovnega zvezka oziroma naredi najprej eno celino, drugo in potem se dela Evrazijo celostno ob koncu. Moj nahrbtnik znanja je nahrbtnik, ki ga otroci velikokrat odprejo. Najprej ga odprejo na začetku šolskega leta, ko na platnici pogledajo, katera so tista geografska znanja, ki jih že imajo nekje pospravljena in ki jih bodo večkrat pri obravnavi nekih geografskih pojavov potrebovali. Tista znanja, ki jih učenci prinesejo iz nižjih razredov in za katera vemo, da so neko temeljno geografsko znanje, smo jih postavili na platnico, na prvo platnico, zato da se lahko hitro, ko je to potrebno, učence usmeri, se ponovijo določena dejstva. Tukaj recimo platnica 7. razreda, kjer imamo oblike zemljinega površja, ki smo jih nekoliko drugače in podrobneje spoznali v 6., pa orientacije na zemljini obli. Toplotni pasovi so tukaj še dodani v 6. razredu.
je nahrbtnik znanja vezan na vsebine iz 4. in 5., torej zemljevidi, elementi zemljevida, orientacija, kompas, osnovne in stranske strani neba. Enaka platnica bo v 8. in v 9. razredu, torej s tistimi znanji, ki se nadgrajujejo in ki se spoznavajo v nižjih stopnjah. Potem pa znotraj samostojnega delovnega zvezka uvodna poglavja tudi odpirajo nahrbtnike znanja. Nekatere vsebine so tudi v samem uvodnem delu samostojnega posameznega poglavja iz preteklih let. Tam, kjer pa teh vsebin ni, pa potem v nahrbtnik damo naloge, s katerimi učenci ponovijo vsebine obdelanega oziroma preteklega poglavja, tako da poskrbimo za to horizontalnost znotraj posameznega razreda, torej da se obnavljajo tiste stvari, ki se večkrat ponavljajo, recimo konkretno neke podnebne značilnosti, ki se večkrat ponavljajo, ali pa neke značilnosti površja. Medtem ko platnica je pa tista stvar, ki je taka bolj celostna, ki se nanaša na celotno regijo, ki se v posameznem razredu obravnava. Zdaj pa vas bom prosila, oziroma vas bom kar aktivirala, in sicer tukaj z QR kodo, ki si jo poskenirate, vstopite na spletišče Menti, oziroma lahko vtipkate menti.com in si prepišete kodo, ki je tukaj zapisana, in vas bom lepo prosila, da podate odgovor na vprašanje, ki se vam bo prikazalo, in sicer zanima me, prosili vas bomo za vaše asociacije o besedni zvezi formativno spremljanje. Nekaj odgovorov se je že pojavilo, pa bom še malce počakala, da prikažemo potem tako neka polovica nas je v odgovorih, pa poglejmo, kaj ste zapisali. Torej, kaj je formativno spremljanje? Nekaj, kar delam, dobra zadeva, ki jo bo potrebno uvesti v pouk, sprotne povratne informacije, nujnost, kaj sem se naučil, spremljanje napredovanja posameznika, veliko birokracije za učitelja, spremljanje učenčevega napredka, kriteriji uspešnosti, spremljati formacija, sprotno spremljanje znanja, povratna informacija, sprotno spremljanje, medvrstniška povratna informacija, samoevalvacija, učenec razume svoje znanje, napredek, preverjanje predznanja, določitev namena, kriteriji uspešnosti, spremljanje napredka. Najlepša hvala za vaše odgovore. Kako smo umestili in na kakšen način smo poskušali ta proces formativnega spremljanja vnesti v sam samostojni delovni zvezek, vam predstavim najprej skozi nekaj praktičnih primerov. Torej, nekaj pojmov se je pojavilo v tem kontekstu nujnosti, birokracije za učitelja in tako dalje.
Formativno spremljanje z celotnim krogom, ki ste ga navajali na različen način, je v bistvu samo nek segment kognitivno-konstruktivističnega modela pouka, torej pouka, ki izhaja iz učenca, iz njegovih predstav. Ko smo se v slovenskem prostoru prvič srečali z terminom formativno spremljanje, smo se najprej podali v portfolio in zato velikokrat povezujemo formativno spremljanje prav s tem in zato včasih dobi konotacijo neke birokracije. Dejansko pa formativno spremljanje ni povezano z preobremenitvijo učitelja ali pa z birokratizacijo ali česarkoli podobnega, ampak gre za, vsaj skozi moje videnje, za razbremenitev učitelja, kajti z formativnim spremljanjem v bistvu uvajamo v pouk neke učinkovite metode poučevanja in učenja, ob katerih otroci prevzamejo predvsem odgovornost za svoje znanje, se znajo presoditi, se zavedajo svojega znanja in zato potem, če se to v procesu odvija, je lahko tudi samo ocenjevanje za učitelja lahko precej razbremenilno, čeprav vemo, da ocenjevanje ima eno svojo težo v poklicu učitelja. Torej, formativno spremljanje zame osebno pomeni neko strukturiranost, neko preglednost, neko jasnost, to pomeni, da otrok ve, kaj se bo učil, zakaj se mora to naučiti, včasih tudi mi ne vemo, zakaj se mora kakšno stvar naučiti, ampak kadar ne vemo, zakaj je potrebno neke stvari vedeti, je potem sam namen učenja, proces učenja že zadosten, da se določene stvari naučijo, ker z vsakim učenjem naši možgani nekaj od tega odnesejo. Zato, da ko otroci vejo, kaj se morajo naučiti in kdaj bodo uspešni, ko se bodo neke stvari učili, potem se učijo z veseljem in tudi sprejmejo rezultate, ki ob tem sledijo. Tukaj je recimo en primer, ko so si na podlagi predhodno prikazanih kriterijev uspešnosti učenci samostojno izdelali pisno ocenjevanje znanja. Nekaj nalog, priznam, da je bilo tako dobrih, da sem jih lahko uporabila v samem ocenjevanju, kajti otroci so bili sposobni tudi razumeti recimo taksonomijo, uporabiti glagole in z njimi potem tudi operirati. Torej, jasnost, kaj se bom naučil, kdaj bom uspešen, konkretno, katera znanja moram imeti, katere veščine za to, da pridobim neko določeno številčno oceno na koncu. Formativno spremljanje pomeni aktivnost v fazi učenja, v metodah, ki jih pri tem izbiramo, pomeni samostojnost. Tukaj v tem kontekstu je učiteljeva vloga nekoliko obremenilna, kajti zato, da so učenci samostojni pri obravnavi nekih vsebin, mora učitelj tako zastaviti pouk, vendar potem pa sama izvedba pouka ni tako obremenjujoča, kot če recimo učitelj izvaja frontalni pouk, ki dejansko po nekaj urah lahko močno utrudi. To je recimo rezultat tega samostojnega dela, ko recimo učenci v 8. razredu popolnoma samostojno pridejo do take slike, kjer spoznajo pokrajine v Severni Ameriki in nekaj specifičnih značilnosti, torej kot uvod v obravnavo površja. Odgovornost, torej učenci se znajo presoditi, vedo, katere naloge ali pa katera znanja so nekoliko zahtevnejša, katera so lažje, in če se to presoja v fazi pred ocenjevanjem, imajo potem otroci tudi možnost izboljšave, napredka in s tem spet so lahko za to motivirani. Zdaj pa, kako smo vse to, torej iz prakse, prinesli v naše samostojne delovne zvezke. Torej, priklic znanja, preverjanje predznanja smo postavili v rubriko nahrbtnik, moj nahrbtnik znanja.
Dali smo na začetku vsakega poglavja tudi rubriko Kaj že znam in pa kaj se bom naučil v posameznem poglavju, kjer se naučil se bom, torej nameni učenja, potem zrcalijo z kriteriji uspešnosti, uspešen bom, ko bom, in poglavje na koncu tudi zaključujemo z stranmi za učence, kjer se lahko tudi samo presodijo in kjer so ti kriteriji uspešnosti tudi razdeljeni glede na to, ali so minimalni, temeljni ali višji standard. Tisti glavni del učnih dejavnostih in dokazov zajemamo v samostojnem delovnem zvezku znotraj posameznih poglavjih najprej spodbudo, torej rubriko, s katerimi motiviramo učence, z rubrikami za radovedne, kjer ponujamo nekaj več vsebine, ki jih lahko učitelj razvija ali pa ne. Glavnina je seveda tekst, vsebina, besedilo, ki ga lahko učenci predelajo samostojno. Potem so tukaj dejavnosti, ki vključujejo razvoj tako kartografske kot digitalne pismenosti, in pa izzivi, s katerimi učenci dokazujejo svoje znanje. Vsako poglavje se zaključi z samovrednotenjem, z vrstniškim vrednotenjem, kjer se presodijo, torej kako dosegajo kriteriji uspešnosti, kjer imamo zbrane ključne misli, te sovpadajo s kriteriji uspešnosti, to pomeni, da so za vsak kriterij tudi en povzetek zapisan, vsebinski. Postavljenih imamo tudi nekaj vprašanj za ponavljanje, za delo z zemljevidom. Zemljevide prazne smo umestili na zadnjo stran samostojnega delovnega zvezka, tako da jih lahko v digitalni obliki neomejeno uporabljate. Za učence pa jih je v tiskani verziji nekaj ponovljenih, tako da se jih lahko uporablja za utrjevanje in pa tudi že med samo obravnavo vsebin. Zdaj pa si bomo tole zadevo pogledali še, kako izgleda, kako te rubrike delujejo v praksi. Pa vam bom pokazala primer 6. razreda. Torej, to je ta uvodna stran v poglavje z nahrbtnikom znanja, z nalogami, ki izhajajo. Torej, to se pričakuje od otrok, da že poznajo, ker so to spoznali v 4. in 5. razredu. Torej, tukaj samo prikličemo to znanje, potem povemo, kaj se bomo naučili. Bom malček povečala. Kaj se bomo naučili. Potem z rubriko Kaj že znam v 6. razredu učence popeljemo v vsako poglavje s takimi ilustracijami, ki so risane, torej za njih nekoliko še igrive. Potem v 7. razredu pa so ilustracije bolj najstniške, tudi prilagojene seveda njihovi starosti. Tako da v 6. razredu peljemo zgodbo Zemlje, ki gre k zdravniku, ki povabi prijatelje na rojstnodnevno praznovanje, ki pripravlja omaro za potovanje okrog sveta z različnimi pogoji in tako dalje. Tako da 6. razred je v tem kontekstu še nekoliko igriv, 7. razred pa nekoliko bolj resen. Torej, vsako uvodno poglavje se zaključi potem s takim zbirnikom, kdaj bom uspešen. Zdaj, učitelji lahko to uporabite kot sumativno seznanitev otrok na samem začetku, oziroma se lahko vračate k tem kriterijem uspešnosti po vsakem obravnavanem tematskem, torej posameznem poglavju znotraj nekega obširnega tematskega sklopa. Tako da tukaj je ta svoboda zelo prepuščena posameznim učiteljem in seveda vašemu pedagoškemu stilu. Če pokažem en primer tistega ogrodja, torej strani, kjer je predvidena neka obravnava, torej tukaj imamo stran, mogoče če se premaknem eno nazaj, tako, naslovna stran, orientacija na zemljinih poloblah. Tukaj vidite ikono za
dnevno pripravo. Torej, spisana priprava sicer v PDF-ju, ampak tako kot sem prej omenila, jo v Wordovi obliki dobite na portalu. Torej, imamo spodbudo za uvod, drobce za radovedne in pa tukaj izziv, konkretno izziv pripravljen tako, da so zapisani tudi koraki. Tukaj so koraki za določanje lege celin. Torej, to je ena taka res potrebna struktura pri pouku geografije, ki se jo večkrat uporabi. Zato te korake dajemo tudi na SOS stran, pa ne samo v 6. razredu, ampak potem tudi v 7. razredu, da se lahko k temu večkrat vrnemo. Tukaj imamo pa še torej, za reševanje izziva, seveda v tej digitalni različici so potem tudi prikazane rešitve. Tukaj pa sta še dve ikonici, in sicer z tole ikono pridemo v zemljevid iz Atlasa sveta, ki ima tudi neke možnosti prikazu, torej lahko povečamo, lahko podčrtamo, obkrožimo, lahko zarišemo, recimo v tem konkretnem primeru, ko govorimo o geografski legi, se lahko tukaj na tak način, če imajo otroci isti zemljevid pred seboj na mizi, torej v Atlasu sveta, lahko res zelo poveča nazornost. To pomeni, da ne samo s prstom kažemo na stenske zemljevide, ampak tukaj stvari, ki jih označimo, ostanejo in jih lahko otroci večkrat pogledajo in lahko tudi seveda sami pririšejo. Tako da ni samo zemljevid sveta, ampak pri vseh nalogah, ki predvidevajo neko delo z Atlasom, torej pri vseh izzivih, so potem dani tudi digitalni zemljevidi iz Atlasa sveta, torej zemljevid Slovenije je tudi notri, v 6. razredu pa nekaj takih tematskih zemljevidov, zdaj v 7. razredu in ostalih pa bo teh zemljevidov v digitalni različici še toliko več. Potem pa je tukaj še ena specifika, ki sem jo omenila, torej tole so pa videoposnetki. In sicer lahko se jih, oziroma namen, bom tako rekla, teh videoposnetkov je predvsem, da se izvaja obrnjen način pouka. To pomeni, da otroci to doma pogledajo, predvsem, kadar gre za neke kompleksne vsebine in je potem lahko obravnava pri samem pouku bolj učinkovita. Lahko se te posnetke uporabi za diferencirano delo, torej če imate na šoli tablične računalnike, lahko skupinica otrok, ki hitreje razumejo, ki so spretnejši, gre s tablico in samostojno obdela neko vsebino, ali pa jih lahko tudi preprosto projicirate v razredu namesto vaše razlage. Čeprav to res ni osnovni namen, namen je, da s tem rokujejo učenci. Torej tukaj gre konkretno za razlago, kako se določa, torej še ena vizualizacija, torej ta nazornost več kot samo besedilo. Zdaj pa še zadnja stran poglavja. Torej, vsako poglavje se potem zaključi z utrdim, ponovim in se samo presodim. Tako so sedaj kriteriji uspešnosti, torej, ki sovpadajo z nameni učenja in prejšnjo rubriko, ki sem jo pokazala, uspešen bom, ko bom, razdeljeni na 3 področja, torej minimalna raven, temeljna raven znanja in pa višja raven znanja, seveda v skladu z učnim načrtom. Poleg tega tukaj navajamo tudi veščine, s katerimi so se učenci seznanili pri obravnavi določenega poglavja, torej recimo analiza fotografije, interaktivni globus, izdelava nekega zemljevida. Vse te veščine vključujemo v rubriko dejavnosti,
To pomeni, da je učitelj tisti, ki sam presodi, ali bo to veščino v tistem trenutku, kot je predlagana, razvijal ali ne. Na tej strani imamo tudi nastavljeno pot učenja. Zdaj v 6. razredu je pot učenja podana z ilustracijami Zemlje. To je mišljeno, da si otroci naredijo povzetek posameznih poglavij, da napišejo ključne pojme, težke besede, skratka, da si naredijo en zbirnik pomembnih dejstev oziroma da si zasnujejo svojo pot učenja. Lahko se to naredi na koncu obravnave poglavja, mišljeno pa je, da se to dela sproti, torej ko se obravnava prvo poglavje, se potem zapiše pomembna dejstva, naprej pa se lahko vsakič, ko se napiše za naslednje, vrne in pogleda, kaj smo si zapisali, kaj smo se naučili, ne, in s tem se znanje nadgrajuje in ne pozablja sproti do tistega trenutka, ko se učimo za ocenjevanje. Tukaj je potem tale zbirnik Dokaži svoje znanje s postavljenimi nekaj vprašanji, torej ponovim, delo zemljevidov analiziram. Dali smo tudi izhodišče za zasnovo lastnih vprašanj, s katerimi učenci dokazujejo doseganje kriterijev uspešnosti, ki so napisani na predhodni strani, in tako izgledajo ključne misli, torej zbirnik, en povzetek celote na koncu. Kako formativno spremljanje predstavimo učencem? Torej, učencem ne razlagamo o krogu formativnega spremljanja, tako kot ga poznamo učitelji, ampak smo za učence pripravili na začetku samostojnega delovnega zvezka eno prilagojeno shemo, s katero učence povabimo k temu načinu dela. In jih hkrati predstavimo tudi rubrike, ki so zanje pomembne in s katerimi to pot znanja s formativnim spremljanjem pripeljejo iz poglavja v poglavje. Tole je tudi v tem uvodnem delu, ko učence nagovorimo, kaj bomo počeli, torej v posameznem razredu. Tukaj se vidi ta razlika med ilustracijami, torej 6. razred je animirana zemlja, v 7. razredu se pa potem vse ilustracije, torej na začetku vsakega poglavja, navezujejo na neke situacije, ki jih uprizarjajo najstniki. Zaključujemo delovni zvezek z platnico, ki smo jo poimenovali SOS, torej z stranjo, kjer so zbrani vsi koraki in pa tudi recimo v 7. razredu dejavniki, recimo podnebni dejavniki, dejavniki poselitve, torej vse tisto, kar je pomembno in k čemer se vsebinsko večkrat med letom, med obravnavo vračamo. Kartografske in digitalne kompetence razvijamo zelo sistematično. Torej, tukaj imate recimo primer, kaj smo predvideli kot razvoj kartografskih kompetenc v 6. razredu. Torej, po posameznem poglavju, kaj otrok tam razvija. Vse te dejavnosti pa zapisujemo v posebni rubriki, torej ne znotraj teksta, nekaj je tudi v okviru izzivov, veliko pa so kompetence, torej razvoj kompetenc mišljeni skozi neke dodatne dejavnosti, oziroma te dejavnosti lahko preberemo tudi kot neke metode dela pri posamezni učni uri. Zdaj bi vas povabila ponovno, da nam zaupate, preden mi razkrijemo vam, katere digitalne kompetence smo predvideli za posamezni razred, da na spletišču Padlet zapišete, kaj je za vas nepogrešljivo, torej katere digitalne vsebine uporabljate pri pouku v 6. razredu, kaj v 7. razredu, kaj v 8., kaj v 9.,
pa vas bom lepo prosila, če za vsak razred nekaj napišete, tisto, kar se vam zdi najbolj ključno. Lahko pa tudi napišete, če uporabljate v večjem obsegu samo v določenem razredu, pa v tistem razredu napišete več vsebin znotraj ene oddaje. Tako da lahko vtipkate spletni naslov ali pa se direktno povežete z QR kodo, ki je tukaj projicirana. V tem primeru boste videli vnose sproti, tako da en vnos smo že dobili. Tako da boste sami tudi lahko že videli, pa bom jaz potem tudi, ko bo to malo bolj teklo, nastajalo, delila to tudi z vami. Takole, nekaj ste že zapisali, torej tukaj imamo v 6. razredu Google zemljevid, videoposnetki, Google Earth, Google Maps, GPS navigacija, Google Earth Climate Charts v 6. razredu, krajši videoposnetki pesem planetov, dokumentarci serije Planet Earth. Potem 7. razred se tudi že polne, video vsebine o pokrajinah, spletne igre, kvizi, 8. razred pa videoposnetke, Kahoot, SoCreative, ok. V 9. razredu imamo tudi že 2 zapisa. Torej ste digitalno aktivni, kar nas zelo veseli. Zdaj imamo smernice za delo z digitalnimi vsebinami strani Zavoda za šolstvo, za pouk geografije. Imamo pa predvsem platformo oziroma DigComp Edu, torej področje, ki opredeljuje, kaj vse naj bi otroci digitalnega usvojili skozi osnovnošolsko šolanje. In moje osebno mnenje je, da je pouk geografije v kontekstu razvijanja digitalnih kompetenc zelo pomemben. Pa ne samo zaradi nekih splošnih dejstev, tako kot ste tukaj zapisali, recimo Kahoot ali pa drugi kvizi, ker to lahko počnemo pri različnih predmetih,
Geografija, če jo želimo doživeti, mora biti predvsem tudi virtualna, tako da z tehnologijo vsi pomagamo, da ponudimo virtualna potovanja, da spoznavamo digitalne zemljevide, s katerimi danes skoraj vsi že operiramo in da jih znamo razumeti. Potem pa imamo tukaj še specifične geografske platforme. Tukaj sem prebrala Climate Charts, ki ga recimo mi tudi predvidevamo kot uporabo in imamo tudi video vodnik zanj v 7. razredu. V 6. razredu otroke seznanimo z Googlovim zemljevidom, torej s kratkim video vodičem. Otrokom povemo, razložimo, kako recimo preklopijo različne sloje, kaj si lahko pogledajo na zemljevidu, kako nekaj svojega ustvarijo na zemljevidu, torej te različne spletne vsebine, ki so že pripravljene, jih imamo vključene in konkretno sugerirane skozi dejavnosti. In pa tudi podprte z kratkimi vodniki, bom rekla po neslovensko tutoriali, s katerimi lahko polnomočimo najprej seveda učitelje, če te platforme še ne poznajo, ne uporabljajo, potem pa v drugi fazi seveda tudi učence. Najlepša hvala za vaše zapise. Tukaj imamo zdaj v 9. razredu še stat.si, mogoče samo, ker ta se še ni pojavil, pa se mi zdi tako zelo dobrodošel za geografijo, interaktivni statistični atlas Slovenije, Stage, tega bomo tudi v 9. razredu ponudili pri obravnavi prebivalstva, kot en tak pomembno spletišče, s katerimi se pridobijo aktualne informacije o stanju prebivalstva v Sloveniji. Torej, kaj je tisto, kar ponujamo recimo v 6. razredu, torej iskanje posnetkov na YouTubu, iskanje razlage pojmov na spletu, seznanimo jih z aplikacijo Google Earth, z Googlovimi zemljevidi, torej preklapljene sloji, predstavimo tudi uporabo spletišča hribi.net, interaktivni globus, ponudimo tudi možnost YouTube 360, torej s tistimi VR očalci za potovanje po vesolju, iskanje podatkov na spletu, interaktivne zemljevide za spoznavanje in razumevanje časovnih pasov in pa tukaj ponudimo tudi spletišče Arso, torej kako in kje poiskati nekaj podatkov. Tako so označene dejavnosti, kjer so predvidene neke digitalne kompetence oziroma kjer razvijamo digitalne kompetence, imajo oznako www, medtem ko tiste dejavnosti, ki imajo razvoj kartografskih, pa imajo zraven še zemljevid. Včasih se zgodi tudi, da imamo kombinacijo. In tukaj recimo imamo Googlove zemljevide in tale ikona nakazuje, da je pripravljen tudi video vodnik, s katerim učence seznanimo, kako lahko seveda na njihovi razvojni stopnji ravnajo z Googlovim zemljevidom. Kot zadnjo zadevo pa bi rada predstavila še, kaj ponujamo, torej če smo zdaj naredili en pregled dela sprememb samostojnega delovnega zvezka skozi elemente formativnega spremljanja, razvoja kompetenc, skozi vsebinske spremembe, smo za učitelje pripravili tudi nadgradnjo gradiva z primeri nekih učnih listov, ocenjevanj, ki seveda skladajo z letno pripravo in samimi urnimi pripravami in pa tudi z aktivnostmi, ki jih imamo v delovnem zvezku. Tukaj recimo en primer preverjanja znanja z uvodno stranjo, kjer so opredeljeni cilji, kjer je zajeta tudi taksonomija in potem iz tega izhaja tudi primer pisnega ocenjevanja, ki ga dobite tako dostopnega, da si ga lahko seveda preuredite po svoje. Tukaj je recimo en primer ustnega ocenjevanja, tako da vsak razred, torej 6., 7., 8., 9. dobi 4 primere različnih načinov ocenjevanja, torej ustno,
pisno ocenjevanje, ocenjevanje projektnega dela in potem se predvideva še skozi letno pripravo ocenjevanje ekskurzije. Ta pa je seveda specifična in vezana na samo šolo, kjer se nahajate. No in tukaj še ta primer projektne naloge, tudi v pripravah je tudi priprava otrok na projektno delo, umeščena pravila pisanja projektne naloge, tako da za vsak razred je tudi en tak primer nekoliko drugačnega načina ocenjevanja znanja. V vsakem razredu bomo ponudili tudi pripravo za dan dejavnosti. V 6. razredu ponujamo pripravo za kulturni dan vesolja oziroma za dan dejavnosti. Torej, priprava je tako napisana, da jo lahko vzame kdorkoli, tudi ne geograf, in izvede dejavnost o vesolju. Enako bo potem tudi en tak primer v 7., v 8. in v 9. razredu. Predvsem za tiste vsebine, ki so geografsko nam pomembne, pa pri pouku včasih primanjkuje časa za realizacijo in smo jih potem ponudili kot neko obliko drugačnega dela na dnevu dejavnosti. Tako da en utrinek, ta je bil pretekli mesec, tako da je še svež, dela po nekih postajah v izvedbi tega kulturnega dne vesolja. Jaz sem vam tako poskusila strniti to, kar smo pripravili, kar smo poimenovali kot didaktično svežino v naših gradivih, torej zaenkrat v gradivu Geografija 6 in Geografija 7. Tako da jaz vam želim, da naj bodo te naše vsakodnevne kompleksne situacije priložnost, izziv za nek razvoj in za neko notranje zadovoljstvo. Tako da, če so sedaj še morda kakšna vprašanja, predajam besedo Simoni. Hvala, Eneja. Res izčrpna predstavitev. Tako da, če si tudi sami želite prelistati, Geografija 6 je namreč že izšla, če si jo želite tudi sami prelistati, vas vabim, da nas kontaktirajte. Sam trenutek, prosim. Se opravičujem. Se pravi, ja, prelistate si jo sami, tako da se pri vas oglasi naš svetovalec in pač greste čez celoten samostojni delovni zvezek, pregledate tudi interaktivno gradivo, tako da za aktiv lahko prejmete brezplačen ogleden izvod tiskanega gradiva in pa kodo do interaktivnega gradiva. Pišite nam na učbeniki afnam@mladinskaknjiga.si. Tukaj bom še jaz, mogoče Eneja, lahko tudi jaz šeram, da ja, sam trenutek. Evo. Tako, a se vidi, Eneja? Ja, super. Se pravi, to so nanizana vsa naša učna gradiva za geografijo, zdaj v tem trenutku. Izid Geografije 7 pa je načrtovan za konec aprila. Se pravi, naslednji mesec že pričakujemo, da bomo lahko prelistali tudi Geografijo 7. Še enkrat. Se opravičujem. Se mi je zaprla predstavitev, tako da ne moram več šerati. V glavnem, pišite nam na učbeniki afnam@mladinskaknjiga.si in vas bomo usmerili na vašega strokovnega svetovalca, s katerim se boste pol dogovorili za predstavitev in za gradivo. Tako. Zdaj trenutno vidim, da nimate kakšnih vprašanj.
v Q&A ali chat lahko še zapišete, bova z Enejo še malce počakali, če imate mogoče kakšno vprašanje. Drugače se ti pa, Eneja, lepo zahvaljujem za predstavitev in ne vem, ker ni očitno nobenih vprašanj, se tudi vam, vsem udeležencem, kar nekaj se vas je danes zbralo, zahvaljujem za to, da ste se udeležili predstavitve, da ste preživeli popoldne v naši družbi. In se tudi v imenu Milivoja, našega urednika za geografijo, vas lepo pozdravljam. Hvala, Eneja, tudi tebi. Hvala, z veseljem. Lep pozdrav vsem. Hvala, nasvidenje.